Ko govorimo o različno spolnih osebah, je treba povedati, da je moški, zdaj pa govorimo o psihoanalitičnem jeziku, bitje s penisom, pa ženska bitje brez penisa, oziroma bitje z vagino, ima tudi klitoris, ima dvodomne genitalije, kar pomeni, da njeno seksualno uživanje je lahko vaginalno, je sprejemajoča, če je feminilna, lahko je pa tudi klitoralno, se pa bolj po moških zgleduje in zdaj klitoris je resnici na ljubo epicenter ženskega uživanja. Ampak tudi feminilne ženske imajo pa to neverjetno željo po zamašitvi, se pravi, vaginalno je treba zamašiti, ker rada sprejema, to je psihološka kategorija, sprejema pa od moškega, ki je dajajoč zaradi ejakulirajočega penisa. In ta dva, s tema dvema konceptoma genitalij, ki se koitusno kompatibilno ujemata in imata prokreativne sposobnosti, se družba tudi v družbenih kontekstih normalno strukturira oziroma organizira. Zato ženske ne morejo kar delati vsega tistega, kar moški delajo. V enih vojnah je ena sama faličnost. Zdaj, če se ženska bori v vojni, če je partizanka, bi se dalo reči, da pride do simbolne disonance. Če ženska vozi šleparja ali pa avion, če je pilotka, je to simbolna disonanca. Če moški pleše striptiz, gre za simbolno disonanco, ker tam ne kaže lepega telesa. Lepo telo zaradi kastracijskega kompleksa kaže moškemu ženska. Vsi poklici imajo svojo simbolno logiko. Vse se lahko preskakuje, pa je tudi odličen kuhar moški. Se potem Ramsay kurči ali pa Jamie Oliver, ampak rojevanje ima simbolno ozadje oziroma simbolno nasledstvo v kuhanju. Sposobnost dojenja z dobro dojko ima v ženski afiniteto do servirati hrano moškemu ali pa tudi otrokom. Zaradi sposobnosti dojenja. Moški nima sposobnosti dojenja. Vse to so neki konteksti, ki zaznamujejo družbo v smer simbolne logičnosti, ki jo diktira anatomija genitalij. To so znanja, ki se ne smejo predavati. Jaz sem tukaj predrzen in pač govorim, kar se ne sme govoriti. Zdaj, če se vrnem k tem debatam, kaj je ta Simon Maljevec, kaj je ta gej trobezljav v teh odborih pri Kordišu ali pa v državnem zboru zdaj v petek, ali pa kaj je ta Nataša Sukič, brez očeta, ko tam priznava, da itak, da nisi imela očeta, če si pa zabluzila totalno, ne v lezbištvo. Na lezbištvu je tudi Tatjana Greif, druga poslanka Levice, dve lezbike imajo. Ona je klicala duhove, se je pogovarjala z umrlo mamo. Mislim, to je tista zablodnjavost, v katero zajadrejo tisti fantje tudi in punce v odraslosti, moški in ženske, ki niso imeli močne figure očeta ali pa močnega očeta. In potem tam govorijo, tale Sukičeva govori, da desnica tumba oče, mati, in potem pravi, da so očetje tudi pijanci, pa da njen oče je zapustil, pa tako naprej, pa da se pretepa družina strani pijanega očeta. Že. Imamo zakone, ki urejajo nasilništvo v družini. Imamo zakone in s temi zakoni se bojo agresivni očetje prizemljili ali pa zaprli, sankcionirali. S tem, da je treba vedeti, da moški, ki je agresiven do ženske, recimo serijski morilci, vsi so nastali v otroštvu v povezavi z mamo. Mama ustvari serijskega morilca, pa oče je odsoten ali pa simbolno kastriran. Za otroka je pomembna ljubeča družina, to sprejemajočost. Ni važno, kdo je zdaj ljubeča oseba.
Joj, kako je ta baba butasta, ki je to izrekla. Govorimo o Nataši Sukič. Pa saj ta strokovna doktrina je prisotna tudi v psihologiji, tudi mogoče nekateri psihiatri, predvsem psihiatrinje gredo v to smer, da je potrebna negovalna, ljubeča oseba, ne. Zdaj, spol pa ni važen. Joj, še kako je spol važen, zato ker se misli mrežijo. Otrok nekaj misli pri 2, 3, 4 letih, ko razrešuje Oedipov kompleks, potem pa misli pri 5, 6, 10 letih in misli tudi v puberteti. In ko spozna anatomijo genitalij v smislu, kako imajo te kompatibilne genitalije prokreativno sposobnost, kako so kompatibilne v koitusnem smislu, kako penis nekam sodi in komu kam sodi, ne? Da gre za moški penis, sodi oziroma gravitira v žensko oziroma mamino mednožje. To otrok slej ko prej spozna in ko spozna, se določene misli zmrežijo za nazaj, se povezuje logika, ne, ta oedipalna scena je ključna pri mislenju anatomije genitalij, kastracijski kompleks v širokem smislu. Otrok misli anatomijo moških genitalij, očetovih genitalij in oče mora tam biti prisoten kot bitje s penisom. Otrok, sin to misli, deklica misli, hčerka na svoj način. In deklica ve, spozna, tako kot sin spozna, da obstaja sicer otrok, deček misli brez genitalno bitje, brez, se pravi, da je deklica ženska brez spolnih organov. To misli deček. On šele spozna naknadno, da ima mamica tam neko luknjo, ne, kamor gravitira očetov penis. To je vedel že mali Hans. To je Freudov 5-letni pacient. On je vedel, da očetov penis nekam gravitira. In te misli se mrežijo za nazaj. Ne, če je negovalna oseba, oče, se mu določene misli napačno mislijo, sinu, hčerki ne na tak način. In ko se razrešuje kastracijska bojazen pri sinu, mora biti preteči kastrator bitje s penisom, torej oče, mora biti. Ker če je mama, se njegova moralna razsodnost začne dogajati na spodletel način. Fundament za poznejše moralno razsodje je pri sinu drugačen, če sta mamici 2 lezbiki. Tak sin ne more, poslušajte dobro, tak sin ob 2 lezbikama ne more razviti postkonvencionalne moralne razsodnosti, ker mora biti oče, kot bitje s penisom, ki mu krade mamico, oče mora biti bitje s penisom in preteči kastrator, preteti sinu, torej v smislu, da sin spozna, da je očetova žena bolj njegova žena kot njemu mamica, ne? Se pravi, sin mora dojeti, da je njegova mamica bolj očetova žena in mora biti poražen v boju z očetom kot bitjem s penisom. In očeta se mora bati se mora očeta, ne mame kot bitja brez penisa. Če se bo bal mame, bo črtel ženske, bo agresiven do žensk. Mama je ljubeča do svojega sina. Oče pa kastracijsko preteč. Ne smeš si želeti moje žene, tvoje mamice. Če si želiš, sledi kastracija. Ta fantazma se mora zgoditi, ker se ta fantazma uveljavlja v vseh poznejših skušnjavah, ko moški v skušnjavi izbira med luštnim uživanjem in prav. In mora prav zmagati, ne luštno. In prav zmagati, če je otrok bil poražen v kastracijskem tem boju, kastracijski bojazni strani bitja s penisom, strani očeta. Te temeljne zakonitosti ne vejo psihoanalitiki,
ve Žižek, ve Dolar, pa tam podpirajo levico, ne, pa se izpostavlja. Zdaj pa ne rečejo, čakajte malo, tole pa ni, ne, hec, ne, vejo geovski psihoanalitiki, Bogdan Lešnik, Matjaž Lunaček, ne, veste, kaj sta rekla, saj Vodeb ima prav, ne, ampak kaj potem, če otrok ne razreši Oedipovega kompleksa, ne, se bo pa na psihoterapijo hodil v odraslosti, teh je, ki rabijo psihoterapijo, malo morje, ne. Potem so pa pravniki malo začudeno gledali. In zdaj bomo mi sprejemali zakon, zaradi katerega bodo sistemsko posvojenci, ki bodo šli v istospolno partnersko skupnost, recimo moški, prikrajšani za očeta z 2 lezbičnima mamama in ne bojo čutili moralne razsodnosti, zaglavili bojo v zaporu, ne. Je državo bojo tožili v smislu prasica, kaj si ti meni država naredila? Ti spodleteli levi politiki, kaj ste naredili? 2 mami ste mi dali. Sistemsko. Ne? Mama naj se gre, ne vem kako, z injekcijo oploditi. Naj si ga njen prijatelj gej zdrka v eproveto. Ona pa se naj sama oplodi. In bo sama mama kriva. Si bo sama zakuhala kalvarijo za svojega otroka. Ne more biti pa država tista, ki bo uničila življenje nekemu sinu, ki ga bodo vzgajali 2 lezbiki. Ta sin ne bo čutil moralne razsodnosti. Tudi da Bog obstaja, ne bo čutil, ker ni imel očeta, kapodibanda, bitja s penisom, katerega beseda bi nekaj veljala. Beseda tistega, ki ima penis med nogami, mora veljati. In deček mora to biti tega deležen. In te misli se stihijsko naselijo v vse otroke, ki imajo takšne pa drugačne družine. Če se starši med sabo pokoljejo, če se ločijo, so starši krivi. Če je pa država kriva, zato da ima nekdo kalvarijo, se pa državo lahko toži. In švedski posvojenci so tožili švedsko državo. Res, da niso dobili tožbe. Tisti posvojenci, ki so jih Švedi posvajali iz Afrike, pa iz Azije, ne, pa so rekli, mi smo tukaj črne ovce, celo življenje trpimo, ker imamo črno kožo v pegasti Švedski in so tožili državo. Sej niso dobili te tožbe, ampak mogoče bi pa na Evropskem sodišču dobili. Se jo ne bi dobili. Veste, zakaj ne bi dobili? Ker so vsi ti sodniki levo politično usmerjeni. Tako kot teh 5, ali koliko je bilo teh naših, ali 6, ne vem, razen Jakliča pa Svetliča, kaj sta že, 2, sta imela ločeni mnenji. Vsi ostali so pa ideološki vojaki, hlapci leve ideologije, spazite, sodniki, da vas ni sram. Pisem. Ne vem, ko naj še rečem. Pa se pa skličujejo strokovnjaki, recimo, ko je že Ana Marija Sobočan, neka bunka tam iz fakultete za socialno delo in piše ustavnim sodnikom svoje ekspertno mnenje. Ona je feministka. Njeno ekspertno mnenje vsebuje dikcije, da ni pomembna spolna usmeritev staršev. Da ni pomembna spolna usmeritev. Pa ta bula butasta sploh ne ve, da je problem vhodni spol v starševanje. Vhodni spol, ne pa spolna usmeritev. Še tega ne ve. Tega ni vedela niti Ljubica Marjanovič Umek. Vse to sem jih jaz naučil, ampak ta je malo premlada. Ana Marija Sobočan je premlada, da bi se spomnila, ko sem leta 2012, pa pol 2015 govoril v kontekstu spolna usmeritev ne sme biti diskriminajoča v 14. členu. Pa kdo govori o spolni usmeritvi? Čisto zgledno lahko očetuje gej, če ima za ženo ob sebi lezbiko. Sta napačno spolno usmerjena, ne? Ta 2 sta čist normalna, lahko starša, ok, svoj sex life imata, kakor ga pač imata, ampak otrok mora imeti bitje s penisom ob sebi za očeta in bitje brez penisa za mamo. In tako se mu psiha normalno razvija. Spolna usmeritev ni problematična, ni pomembna v resnici, ampak vhodni spol v edipalno fazo. V edipalni fazi se misli kastracija, ne, anatomija genitalij.
In tam se more zgoditi kastracijska bojazen pri dečku strani bitja s penisom. In te kreteni čist nič ne vejo in ne pustijo, da bi se to znanje uveljavilo. Men se meša, ne. In potem te desničari ne vejo od muk, kako bi, še ne mes, da bi jaz šel v te njihove medije. Ne, ker jaz pa gledam na partizane preveč pozitivno. Mislim, zdaj pa imate, ko imate. Mislim, ta narod mora biti kaznovan za svojo glupost. Levičari, vi morate biti kaznovani, naj pocrka vse, kar leze na tem svetu in gre. Zaradi te anarhične, pretegnjene ideologije LGBT-ovskega pa feminističnega gibanja. Ker nimate moralne razsodnosti. Vi ste totalno, moralno nerazsodni. Vi ste pokvarjeni. Judith Stacy, Timothy Biblars sta dokazala, te dva sta bila gejevska aktivista, feministična aktivista, ki sta dokazovala, kaj sta dokazala? Nič. Otrokom so mirili psiho. Ja, pa kako boš ti otroku miril? Čez 30 let 5 tega otroka gledati. 5 posvojencev v istospolno partnersko skupnost je spregovorilo. 5. Sem povedal, kira imena so. Robert Oscar Lopez, Heather Berwick, Millie Fontana, pa Katie Faust. So spregovorili, ne smejo več nikamor, ker so spregovorili kongresnikom, ne tega delati, ne posvajati istospolne partnerske skupnosti. Zdaj pa pete vi v farmacevtsko industrijo, pa vprašajte, kdaj neko zdravilo pride v uporabo. Veste kdaj? Takrat, ko zdravilo nima nikakršnih stranskih učinkov, pri nobenem eksperimentalnem tistem poskusnem zajcu, takrat pride v splošno uporabo. Zdaj so pa ranjene duše prišle v družbo, in se ve, da so psihično zmotene zaradi istospolnega partnerstva. Ne vse. Vete, kjeri ne. Tiste, recimo, pri nama ta 2 geja tudi punčko, ne, ali ko imate fantka, punčko, vse ni važno. Ampak tisto punčko ima skozi stara mama od enega od teh gejev. In se dobro razvija, zato, ker ni v gejevski skupnosti. Lahko bi pa bila skozi v gejevski skupnosti. Ta sirota. Ali pa tiste 2 Slovenca, ima ta Zoja, ne, Zoja ima redne stike s svojo biološko mamo, ona 2 sta kupla to punčko, kupla sta jo, ne, in so punčka dobro, ima dedja pa faderja, ne, 2 moška ima za starša, ampak ona ima redne stike s svojo biološko mamo, ne, in potem se lahko približno normalno razvija, ampak to je nek unikum, ki se lahko zgodi, ali se pa ne. Država bo pa pri nam sprejela zakon, po katerem se bo naprej vedelo, da če bo ta 2 istospolno vzgajala tega otroka, da bo ta defekten, ne bo bolan, bomo specifiko v strukturi osebnosti, ne, psihiatrično rečeno, imel bo nedefinirano motnjo osebnosti, ki jo ne bo mogel pozdraviti, ker to ni bolezen, ampak je motnja osebnosti. Ne vem, kaj naj še rečem. Dosti tega, kar sem povedal.